The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, še en kolesarski čvek, danes je z mano spet Petra, ki spet visi na telefonu. Gledam, so švic majce. Je skoncentrirana na vse teme, ki jih imava. Sploh ne vem, kaj imava. Evo, danes ta vikend in zdaj imamo fenomenalen vreme. Šla bova mogoče čez to, kako se kaj oblečemo. Zdaj spet, ko greva vsak let čez ta prehoden termin, mislim, da je to skoraj ne najtežji za vsakega kolesarja zdaj se odločiti. Pa lahko še pokomentirava malo te dve dirki, ki sta bile ta vikend. Pa mogoče sledi tudi za nas, po moje, ta najbolj pomembna prva dirka v sezoni, se pravi Strade Bianche v soboto, ko bo gospod Tadej Pogačar šel. Jaz sem imel pa zdaj tudi že enega našega zelo dobrega rekreativca, ki bo šel pa v nedeljo voziti to in bo šel peljati z mojim bajkom. Tako da, evo, upam, da mu bo šlo dobro. To se ti upaš. Tako da, nič pa, greva kar začeti. A imaš še zavevan kolo? Ne. Ne. Ti zdaj gledal te Strade Bianche? V živo? Aha, ok. Vse, pa je verjetno ne posodil kolesa. Zakaj pa ne? Ne. To si ti taka, veš, da nič ne posojaš. A ja? Jaz se ne sekiram. Ja, sej valjda, se ni tvoj kolo, v bistvu. Mislim, sem se kolo je zavoziti. Se ni zato, ja, da ga mislim, boš gledal. Jaz si ga kupam s svojim darjem, pa što je razlika. Ok, ja. Sej super, lepo pač, ja. Upam, da pride vse nazaj, tako kamor in to je to. Kaj pa ti vozil ta cajt? Imam tega modrega grevla zadnji za mano, ko moram še posneti video sploh, zdaj, ko sem dal te nove gume gor, tako da moram še to. Tako da ja, jaz imam. Fora je, da... Ti imaš koleska dreka. Ne, fora je, da če mi ne bi prišel po moj bajk, zdaj, ko ga vam nastavljam, ga res tako, ko hočem, ne, bi se po moje raj zunmo vozil, ker mi je res top, mi je tako za voziti, za nedeljsko, za tako, ko smo šli mi zdaj v soboto. Ne, meni je bilo dobro se počutam gor, ni nič me ne žul. Ja, rekreativen je en dan kasneje, en dan kasneje. Ja, je v nedeljo, ampak se do tja še prideva. Daj mi povej, kako si bila zadovoljna z... Kako si se imela čez vikend? Ja, dobro, tako kaj ti. Ja, jaz sem slišal, da v nedeljo si se kar pizdila oranj. Ja. V soboto smo se imeli krasen, najprej moram to povedati, da sem bila ful vesela, ker se nas je nabrali, bilo nas je čez 40 kolesarjev in je bilo res, smo se imeli lepo in moram pohvaliti vse, ki ste prišli. Vse, tudi tisti, ki ste malo mogoče šli kaj, sem pa tja levo, desno, pa da je izgledali, ker je že malo rekel, da sta ene dve skupine mogoče bile malo raztrešene, ampak verjamem, da ste bili tudi novi, ki še ne veste, ampak ni bilo nič hujšega, vse smo obvladali, vsi smo se pol lepo vozili, od Škofje Loke naprej se mi zdi, da smo bili še bolj urejeni in glih smo se pogovarjali, da škoda, ker nimamo kakšnega drona, ki bi nas lepo snemal iz zraka, ker smo bili res take lepe skupince narejene tam proti Cerkljam na Gorenjskem. Prometa ni bilo nekaj hudega, tako da mislim, da tudi nismo prav veliko avtomobilov jezili. In je bilo res krasen in vsi smo se imeli dober in pa smo se tudi klep podružili, spoznala sem kar nekaj novih, sploh mi je všeč, da punc, ker mi je bilo prav tudi meni tudi malo lažje, da mi treba sam vas gledati, ker to je včasih že naporen in je bilo res super, meni je bilo krasna sobota. Ja, nedeljo sva pa rekla, da greva z gorci. Čak sama, da te še prekinem za tole soboto. Meni je bilo isto, kar se tega tiče, vsega je bilo top. Nazaj grede smo se dosti lepš vozili, zaradi tega, ker se mi zdi, da je bil tempo malo višji in pol so se vsi nekako lepš vozili. Takrat, ko smo se pa kleče z Ljubljano, ne? Ja, sej se ne da, ne, ful je težko, iz Ljubljane ven moramo pridati, no, in se zato pravim, ta Gorenjska je bila prvič pa zadnjič. Proti Škofji Loki je bila tako bolj vožna, no, so se vsi neki... Ja, malo smo se še mogli loviti, no, tudi bilo je nekaj kar novih, tako da ja. Ampak problem je pa bil, ne, ker mislim, da jih je pa ene par odpadal pol nazaj grede in mi je bil pač tempo, je bil kar tako, za nekoga, ki se ne vozi stok, je bil po moje mal prehud.
jaz pa Jaka, ki so bila spredi, ne, jaz sem konstantno se na 300 vatih vozil. Ja, sam za nazaj moraš vedeti, da je bil kontraveter in je bilo kar zoprn se voziti, če si bil od spredi. Pa ja, Zadnji je samo bilo če- pa krasen, od zadnji pa ne vem, jaz sem imela 80-90 vatov, sem se vrtela v skupini noter. Pa mi pa ni jasen, kaj je Zdaj, odpadel. če so Je tako, je... Ja. tako se mi zdi včasih, da mečkanje je tako, no, da če mu ne gre ali pa ni, da se kar malo bupa. Pa druga stvar je to, da se še vedno ne vozi v zavetrju, on se zelo boji pač očitno blizu pelat. In zdaj tako je, ne, ja, bila je vreme je bil tak in veter je bil tak, da če nisi bil v zavetrju, verjamem, da ti je bilo težko, če si od zadnji kaj hotel se voziti, ker veliko se jih vozi kar nekje za skupino, ki se bojijo blizu pridati. Zdaj, ja, mogoče bi pa mogli vi, ko ste bili v zadnji skupini, take čakati, pa se z njimi pelati čist ekstra, sam pol bi čist... Meni se ni zdelo, da bi šli ful neki noro tempo in tudi nobeden, vsaj te skupine prve, tako ko smo bili, nobeden ni rekel, da se mu je zdelo preveč. Ja. Je pa, ja, mogoče res, če si prvič bil na kolesu, je bilo mogoče malo težko glih zaradi tega, ker tudi nimaš tega občutka biti na kolesu, ne. Jaz vem, lansko leto, jaz sem letos mogoče bila skozi malo na cesti, lani sem bila 2 meseca, ko skoraj nisem bila nič na cesti in ko sem prišla na cesto prvič sama z Mercedom, jaz sem imela ful tak slab občutek, ker je tako odprtega prostora in zdaj, če so ljudje niso bili na kolesu, verjamem, da je bilo mogoče komu težko, ampak ne pač obupati, pridite spet, načeloma, ja, bomo pa malo bolj povahtali na take, ampak glede na to, da nas je bilo čez 40, pa se nas je vseeno velika večina vrnila sem, no. Ja. Nekje je bilo takih, ki so se poslovili med potjo, so rekli, da grejo domov, a ne? Tako da je bilo tudi nekaj takih, tako da mislim, da jih prav veliko, da bi jih bilo noro, veliko ni odpadalo, no. Ne, se po mojem Tudi tisti, ki so bili kle na koncu, ko sem videla tudi, kjeri so bili, 2, 3. ja, so bili so tudi taki odpadli. kolesarji, ki tudi vem, da niso imeli veliko kilometrov še narejenih letos, pa so se kar lepo pelali, no. Ja, zdaj Malo je bom- pa treba stisniti, vem, da jaz sem tudi včasih ful trpela in malo moraš mogoče te prve fure malo stisniti, malo potrpeti in pol je lažje, no. Se glih ful dobro pele, drugače sam verjamem, da pa mislim, ja, on ga leti, rekel ne. je, da je bil prvič na kolesu, to je rekel, Po sem jaz tam ne. 3-4 mesecih najbolj. Ja. Ja. In verjamem, da mu je bilo mogoče pol res vse, kar je bilo preveč itak, ne. Ja. Da. Morava pa pohvaliti tele dame, ki so prišle na nov. Ja, Jaz sem bil kar orang presenečen, ker jaz pa Jaka, ki so se spredi vozila, ne. To zadnji ni bilo nikoli tišine. To cel cajt so se pogovarjali. Ja, vmes, premalo jaz- sta pritisnila. Jaz pa Jaka gledava tam. Mislim, sem jaz se isto pogovarjala, ne, sam vsem, se pravim, jaz sem vrtel, se mi zdi, da po vatih je kar visoka, ne. In no one dobro, so pa tvoji skozi- visoki vati, itak ti imaš takoj visoke vate, mene Ja, ne pa moreš saj tudi ti... Jaka je vrtel na 260. No, se nima veze. Skratka, pohvalil bi jih sam rad, da je bilo full fajn in dober je tudi, ker so take, da so kar ostre, no. Tako da je hiter, pol klele nazaj, jaz sem poslušal iz vseh koncev kritike, tako da meni je bilo super, da je taka družba, ki mogoče ne zamerja prav hiter, pa da povejo direkt, kako je. Ja. Tako da, evo, Meni so pa tudi tako všeč take. pelejo se zelo dobro, no. Tako da, evo, hvala, ker ste prišli, upam, da se še kdaj vidimo. Mora pohvaliti še gospoda Rojška, ki je dobil očala. No, pa tudi glih Tomaž je eden takih, mislim, da je dokaz, da če je on se lahko zraven vozil, da tempo ni bil spet ogrozen. No. Pa se on skozi športa. Se vem, da skozi športa, sam je pa gospod, ki je v letih in zraven smo imeli še enega gospoda novega, ki je, mislim, da je star čez 65 let, kot sem razumela, kar mislim, kar ne gre proti 67, to sem že nekaj tazga. Okay. In je tudi ves čas bil zraven, se je z mano vozil v skupini ves čas. In to zelo na repu, a ne, kar mogoče na repu je biti še težji, kot nekje noter. In tudi se je brez problema odpeljal in naslednji dan prišel sem v lokal na kavo dopoldne in pohvalil, da je bilo super in krasno. In tako da mislim, da nismo prav bili no, tako noro hudi. No. Okay. Ne vem. No, evo, the best, tako da to ste zvedali. Da mi povej, greva že kar zdaj še čez to čez. To soboto se bomo šli spet kam zapeljati. Ja.
To soboto bomo imeli tudi, vsaj glede na vreme, no. Zdaj, če bo tako, kot zdaj še trenutno kaže, da bo v redu vreme, bomo šli, ampak po mojem bomo malo kakšen klanček dodali še zraven. Dolenjska ali? Ne vem, bom videla malo, moram pogledati, ker Dolenjska je tale cajt zna imeti še malo mastne ceste, no, je taka. Tako da najlepši so te polhograjci zdaj, ta moment so najbolj sončni, najbolj odprti in so ceste suhe. Verjetno bomo malo barja noter dodali, da je še malo ravnine tudi zraven, ne. Ampak bomo pa kakšen klanček naredili, no, ker zdaj ga res nismo imeli. Pa tako, kot smo rekli, tudi če se nas bo veliko nabrali, bomo delali kratko, ker nekako mogoče štartali v skupinah, ampak tudi na vrhu, ko se jih bo nabrali mogoče prvih 10, na vrhu grejo naprej traso. Trasa bo deljena. Zdajle sem jo imela, sicer bila deljena, tisti, ki so opazili v Stravi, kjer je bil dogodek ustvarjen, pa je bil link na Garmin Connect, jaz nimam plačljive Strave, tako da ne moram tam noter delati teh tras. Imam pa Garmin Connect in se lepo je odprta, bila proga, tako da so jo lahko tudi si dol potegali, kdo je hotel. In bo zdaj objavljena v Instagramu in na Facebooku, v storiju, bo link, povezava na traso in si jo lahko dol zloadate, naložite. Ker mogoče, da je res zaprto skupino, bomo probali, no. Bila je pač ideja, zdaj več jih je to rekel, da mogoče je res fajn, da ima več ljudi to traso in da se potem lepo pelamo, no. Bomo videli. To če kdo hoče skrajšati. Tako, in bomo potem naredili to varianto, da se bomo na klancu prvih 10 gre naprej in drugih 10 naprej in ne, bom jaz ali pa Mirsad, nekdo bo počakal zadnjo skupino in se bo še zadnja. Bolj spodi pod klancem. Kaj gor na vrh, veš to, eni se spuščajo, bolj tako bojo hitro spet. Se na spustu se spet počakamo, no. Se tisti ponavadi je tako načeloma, no, moja izkušnja je, da tisti, ki se malo slabš peljejo na klance, tudi spuščajo malo slabš. Ja. Okay. Jaz sem zelo slab na klanc. Ja, pa nisi zelo slab na klanc, no, ne seri s temi, no, še vedno si dober tudi na klanc, tako da, no, se bomo že zmenili. Pač, bom se pravim, na tem spustu se že počaka. Pa 500 km cirka, ali 80 do 100? Jaz imam željo, da bi slejka prej 100 naredili, jaz se tudi še nisem letos, ampak bomo videli, no, da nav pretežka. Mogoče še prehitra. Do 100 tako, nekaj tazga tam. Bombastično. Dobar, ajde, zdaj pa še povej, kaj je bilo v nedeljo? V nedeljo sva šla pa z gorci. Kaj sem slišal, da ne bi bila kao razpeljava, ne? Sem razpeljava kao na izi, jaz imam zdaj te nedelje, zdaj upam, da želim si, da bi to ostalo, no, moram še malo podebatirati z mojim Blažem, trenerjem. Te cross treninge čez zimo, ki so mi bili ful všeč, kar pomeni, da je to nek trening, kar je vse ostalo, da ni specialka. Lahko je, ne vem, pohod, hoja, zdaj je bil tek na smučeh ali pa gorc. In ta gorc mi je ful všeč, da bi ga v nedeljah ohranila gorca. Čim več nedeljno, ne vse mogoče. In sva šla, kao na izi z gorci, jaz sem narisala eno res tako lepo izi traso, kle z Ljubljane, tam na Svetega Jakoba, pa potem malo tam, taka lepa trasa je bila, no, pa Mirsad je malo spremenil. Sva se spustila ful daleč predol in pa sva šla kao, ne vem kam, da bo prišla na dom na Govejku, ampak v bistvu sva prišla še na neko planino gontarsko, to je bilo skoraj že na Jurija višine in ful strmo, zdaj tisti, ki poznajo recimo Grmado ali pa Tošč, je zelo podoben tak vrh. In sva mogla pol nositi dol kolesa, res strmo, ka svina, gor strmo, to je bil 30% naklon gor, za dol po moje bil pa še več. No. Dol pa nisem mogla snemati, ker sem mogla paziti, da se nisem zvrlila. Tako da sem pač klela, bentila, Mirsada, krigala, da je on kriv, čeprav on je rekel, da je to boca trasa, da on klevo se in tako. In se, kle sem ben ne voz, to je nemogoče, da se kle vozi s kolesom, ker to ni narejen za kolo. Pa sem pol v bistvu srečala tam, ko sem šla midva dol, enega, ki je nosil isto gorca gor v klanc. Samo on je bil malo drugače obut, malo drugače opremljen, pa imel je unga full suspension, res kolo, tako da on je najverjetneje pol kakšen downhill tam se vozil dol. Ja, se jaz verjamem, da ti nisi tehnično podkovana, da bi se dol dobro to se ni nobeden mogel pela dol. Tam, ko so šla midva dol, je še tudi on, ta človek peš gor. To ni bilo za voziti s kolesom. Je šel zato, da se v dol spustil? Ne, verjetno se je spustil na uno stran dol, ko sva midva prišla gor. V redu. Nemogoče to dol se zapelati. Dobro, jaz ti verjamem. To je plezalno bilo, to še, če greš gor, moraš malo po vseh 4 jet. Jaz sem tam po resju v bistvu dol se valila, tako malo valila. Pa tebih čevljih, ne, s karbonskim podplatom. Dobar. In sva v glavnem ful naklofala višincev,
matrana sem bila in sva prišla na ta dom na Govejku in sva naročila štrukle in sem še tako rekla, moram slikati, ker so bili Bruničevi štrukli ful lepo tako dekorirani, ampak v bistvu sem jih prej pojedla. Vredno sem jih slikala. Kakšna si Instagramu šla je? Ja, slaba. Ja, se. Se pa sem še To pa pojedla razumem. in prvič v življenju po moje sem pojedla pred Mirsadom hrano, ker on ful hiter je. Ful. Jaz sem pa pred njemu, on je imel še 2 štrukla, ker sem že vse pojedla. Okay. Je dobro, no. Pol važen je, da sta imela dogodivščino. Ja, bila je dogodivščina zelo lepa, ja, tako da. Okay. Dobro, naslednji teden zdaj tudi približno vemo, kam se bo šlo, če bo le vreme, če se nav zdaj kaj spremenilo, oziroma ta teden, ne naslednji teden. Tako da jaz upam, da pridete spet v čim večjem številu. Še Strade Bianche bomo gledali. Pol gledamo Strade Bianche, spet če nas bo dost, bo mogoče šefica Klele še kakšno pico naročila, a ne, te še lahko malo popujsal. Tako da je to. Enoč, kva greva zdaj kar na... Ti si gledala kaj dirk ta vikend? Sem? Si? Ja. In? Kaj imaš kakšen take? V bistvu nič posebnega rekla za tale, za prvo sobotno dirko, Omlut, Newsblad. Sem mi tako rekla, če kdo drug zmagal, ka Van der Poel bo že čuden, ne? Razen če bi se nekam zgodil. In tudi je tako pač bilo. In tam, kjer se delajo te razlike na tej dirki, jo je tudi on naredil in pač držal do konca in zmagal, tako da tukaj mislim, da ni bilo nobenih čudnih posebnosti, razen da so bili paci na obe dveh dirkah, tudi ceste so se videle, kakšne so, kar dosta bile take spolske, a ne, tam je... Ja, držvali, ne? Ja, pa malo dežuje, malo sonca, malo je tega blata, zdaj le tak, se tam je pri njih zelo podoben vreme, kot pri nas. Pa so bili paci, ki so bili celo usodni za tudi določene kolesarje. A zaveden se veš, kaj ima zlomljeno? Ključenco, desno stran ključence, tako da ima operacijo in ga ne bo, ne na Strade Bianche, ne na Sanremo. Kar je, mislim, da kar dosti slabo za Pogačarja. Ja, on je pa kar coin, komandant. mašina. Ja, ne, pa tudi tako se mi zdi, da ima neko avtoriteto na cest, ki tazga pa rabaš med v ekipi. Ja, in tako in res je lojalen Pogačarju in vse, tako da ja, slabo, ampak tako se pač dogaja, ne, to je šport. Ta dirka včeraj... Čak ne, kdaj greva še na to nazaj, to si šla ti prehiter čez. Ja, no pa ti povej. Ja, no sej zanima me tako, če si kaj še tako opazila, ne vem, glede forme od Van der Poola v primerjavi z ostalimi. Ja, opazila sem, da je Van der Poel, saj meni se zdi, no sicer sem to že rekla zanč na enem posnetku iz Instagrama, da je ful definiran bolj, kakor je bil. Da ima tako ful geštelano, ja, ful nageštelan, tudi mogoče, da ja, malo bolj shujšan celo bi rekla, ker je bil posnetek od ozadij na Instagramu, pa sem mislila, da je Pogačar. Prav mislim, pa ne, to je Van der Poel, vidiš, kakšno, res ima en tak, zdaj nove drese imajo, ne, take bolj modre, pa sem mislila, da ima Pogačar kakšnega kao, da ga ne vidijo, ne, ki je bil tak malo slabši in prav, ne, se to je Van der Poel, sem rekel, pismo, kva je res in ja, in se mi zdi tak ful zdefiniran, tako da mislim, da bo imel Pogačar krdel z njemu na Sanremu letos. Ja, mislim, pri meni, kar sem na te dirki najbolj opazil, je to, da se je on vozil na en koliko zadnjih, koliko kilometrov spredi, pol jim je pa še skočil, noben mu ni dal menjave, pa to je bilo vsaj zadnjih 25 kilometrov. Kar pomeni, da če si ti spredi, pa da ko se voziš spredi 15 kilometrov in se jim pol odpelaš, ja, kad ti ben ne da menjave, si močen kakon. No, se na enak način je tudi Demi Wollering zmagala isto dirko. Ma neki spet ti, kaj ženska. Isto je bila, zelo podobna fora, bila, isto je bila... Tam je dala menjavo skozi, čeprav ful mal cajta. Ja, ta Nivea doma. Nivea doma je dala smeno, glih tok, da je dala, pa še takrat so ju vsakič skoraj ujel. Dobar, ti, ki ne daješ glih, ki nisi spredi, pa ne veš, kako je to, ko ti daje en menjavo, ampak če ti daje en menjavo, že sam za 5 sekund je kdaj dost. Če ti je pa sploh nič ne da. Ampak še vedno je se pokazali in tudi na koncu je odšprintala in se je odpeljala in vse. Se je zmagala, jaz nisem rekel, da ni, ampak ni pa isto, ne moreš tega primerjati. Isto, rekla sem pa, da je zelo podoben, se pravi, da so eni, ja, in jaz mislim, da se tako v tem obdobju dirk najbolj poznajo te razlike v pripravljenosti, bolj kakor pol v sredini sezone. Ja, no, skratka, pri Van der Poelu se je zelo dobro videl, da je v redu pripravljen. Zdaj vprašanje, a je to nivo Pogačarja, ki ga jaz pač letos od Pogačarja pričakujem, to bomo še videli. Mi je bil pa zanimiv komentar Vermirša,
ki je rekel, da se čuti toliko dobrega, da bi v kratkem ali nekaj tazga lahko Van der Poela nagonil. In ko se jaz to prebral, sem rekel, stari Kako je bil model, z Van der Poelom? ti si se vozil za njemu v On je bil drugi zavetrju, on. pa ga nisi mogel držati v klanc gor. Češ, kje si ti od njega stran? Ti si svetlobna leta. Ja, mogoče pa... To sploh ne moreš ja. primerjati. No. To Ja. se kolesarji vejo. Mislim, sej moraš si dajati, a veš, ene take spodbude v končni fazi. Pa Ne ja, moreš si samo glih ne moreš reči, dati tega Van der Poel je komentarja pa ven. itak boljši od mene, nikoli nam nad zmagal. Ja, sam ne moreš. Jaz pač ne moreš tazga. Lahko sam rečeš, lej, danes je bil najboljši, se bom naslednjič bolj potrudil. Pač to je eno. Ne moreš pa reči, ja, da sem bliz njemu. Model ti nisi bliz v tem trenutku, ni približen, pa je hud, pač top kolesar ona, ne. Ampak če pa primerjamo zdaj te top 3, 4, 5 kolesarjev, pa z vsemi ostalimi so pa teh ta prvih parih je res, mislim, so prišli na nek nivo, ki jaz mislim, da bojo vsi stali rabali se kar orang pomatrati. Saj po tej dirki, ja, škoda, ker ni bilo kakšnega Pedersena, ne, ki je poškodovan, pa Van Aerta, ki je bolan ali karkoli je že z Ja, njemu. dobro, čeprav so bili tudi ostali močni, a ne, ampak... Pa ni, to so, mislim, Jaz mislim, da se pravi, Van der Poel je vedno v začetku sezone zelo močen, pa potem velike sezona proti koncu manj ga je, ampak on tudi ima že prej ciklokros sezono. Pa dejstvo je, da ja, se pravi, meni se zdi, da se te velike razlike najbolj zdaj vidijo, da potem malo bledijo te razlike v sezono, ko grejo. Pa tudi vemo, da tako, da eni so na svoj vrhunc pridajo kasneje, drugi prej, odvisno kako jih pripravljajo, na kaj jih pripravljajo. ja, mogoče tudi, ja. Je pa res, da to je vse zanimivo za spremljati in ne vem, jaz v bistvu, meni je tudi smešno poslušati, tako kot ti praviš izjavo, mogoče Fermerša, enega tazga kolesarja, mi je tudi smešno poslušati izjave zelo močnih komentatorjev ali pa ljudi, ki spremljajo kolesarstvo, od ne vem, tudi že Brunel in Armstrong in vsi so imeli ne take izjave, sploh v začetku sezone, res take butaste, ki so se potem tekom sezone izkazale. Od teh, kdo bo zmagal, kakšno dirko, kdo ne bo zmagal, kdo je pripravljen, kdo ni pripravljen. Dostikrat so komentirali Pogačarja na neko foro, da ni pripravljen, pa da ne more, pa je potem zmagal. Ne. No ja, tega jaz nisem zasledil. Ja, so. Ne. To si zdaj potegnila nekje iz pete ven. Zdaj me prav zanima, kako so Seksasa komentirali v primerjavi s Pogačarjem, me prav zanima, če bojo se res te stvari tako pokazali, ampak to so bolj ugibanja oziroma debate. Kaj so pa rekli? Za Seksasa. Ja. Glih Brunel, ampak ne, s kom se on še pogovarja, kam še enega unga zraven? Ne vem, on drug. Ja, ja no. Pač dala sta izjavo, ki je zdaj Seksa zmagal na isti dirki Algarve, isto etapo, v bistvu je bil njegova prva zmaga v Proturu in enaka etapa je bila Pogačarjeva prva v Proturu pri istih letih, z ne vem, 50 dni razlike v starosti in so pač pokomentirali, da v smislu Pogačar je to takrat zmagal tako kakor češ z igro, pa by the way, ne, pač tako jaz to sem zmagal, in tako tudi Pogačar zmaguje še na danes v bistvu, če gledamo, z igro pa z nekim, ja, danes je to je bolj Kukor sem jo jaz zastopil, sta rekla, da je bolj popoln kolesar. Ne, za Seksasa sta pa rekla, da je v bistvu že toliko natreniran, da je on že zdaj da je že zdaj dirka taka bila, pa njegova zmaga na tak način, kakor je Pogačar danes zmaguje, ne pa kakor je Pogačar zmagal pred 7 leti. Da je bolj ok, ne popoln, ampak da je že bolj natreniran, ne bolj ima... Ne natreniran, ampak da je bolj, kako se temu reče, bolj izkušen. Bolj izkušen, tako da je že zelo izkušen od dirku, ampak v bistvu pa da to lahko pomeni, da je pa tudi to, ne? Da je to njegov vrhunc, da on več dosegal ne bo. Da je pa on v si bistvu... niste naš tazga rekla, se sta to... Se me pa zanima, bo res ona več naš dosegal, a bo on še nažgal Pogačarjeve vse rezultate še za krat toka, ne? Valjda, da bo dosegel, se ne pele slabota malo. Ja. Še niste rekla, da nočeš dosegel. Ja, ampak da lahko, da ne bo. Ja. Mislim, se pravim, to so debate, no. Hočem ti povedati, da to so stvari, ki se jih pogovarjamo ljudje. Mene kar glas začne boleti, tebe poslušam. Ti kdaj ti misliš, da nekaj reče in pa si kar svojo zgodbico narediš v glavi, da je to tako in pol... Ne, jaz sam pravim, da je težko ugibati, kaj bo kako je nekdo pripravljen na podlagi ene dirke. To sem hodila povedati. Zelo naokrogel si ti to povedala.
Ja, no, zdaj sem pa povedala direkt, evo, tako. Ja, ne, skratka, ja. Jaz mislim, da bo letos, da bo še zmer podobna zgodba, da se bo videl teh 5 top kolesarjev, ki so pa nižji razred, pač ne nižji razred. Ja, malo nižji rang. Se bo pa takoj videl, kdo je pač izven njihove klase. No. Bo kakšen še, ki bo kdaj prišel vmes, ampak po večini so pa... Ja, to si že zanj čisto rekel. Ja. Pa so imela pa tole v Brusel-Krne. Ja. To je bilo pa, kada bi skoraj ne junior dirko gledal. To je pa moj sin gledal v živo. Aha. Ko sta šla s punco glih v takoj trik, to je mesto zraven Kurne, in sta gledala, tako da mi je poslal pol posnetek. In je rekel, to letijo, je rekel, par norcih. Sam, ne vem, jaz priznam... Nisem gledala cele dirke, bolj sem gledala odseke. Tako da pač to je itak ravninska, veliko bolj ravninska, manj ima možnosti neke pobege, čeprav očitno so pobegali ta glavnim šprinterjem, ne? Ker Philipsno ni bilo, Majlena ni bilo... Ne, Philipsen je bil, sam je... A bil pa v šprintu? Veš kaj, on je imel, mislim, da defekt, pa je mogel kolo vzeti od... So tekmoval, mislim, od njegovega iz ekipe, pol so mu pa zamenjali bike 12 km do konca in pol jih, ali 12 km do konca je ujel skupino, sam najbrž je storošil ene par patronov, ne, in ni bil, on je dal izjavo v cilju, da se ni dobro počutil. Ne, Milan je pa odpadel, vem, da so na že... zadnji klanc, ki je po moje koliko 60 do konca. Začel navijati. Ja, mislim, da 60 do konca, neka taka razdalja. Pa tam, ko je Moho začel tišati pa navijati, tam so kar začeli odpadati, sem videla ta klanc. Pa so imeli še Echeloni, so se še naredili, Vizma pritisnila, sam so pa spet skupaj pršali, pač tako je bila kot derka, za gledati je bilo noro. Se je dogajalo, pa še Govekar je bil 4. V fotofinišu. To sploh zasledil nisem. A ne? Ja, 4. je bil v fotofinišu za Trentinom. Top. Ja, tako da škoda. Milimetrčki so manjkali. Ne, ampak kako je pa Brennan od šprintu, je pa brez veze. V bistvu, glede na to, da je bil to šprint take grupe, pa da je šel res v šprint tik pred ciljno črto, pa je bila na koncu kar nekaj metrov razdalje. Ja. Sej, mislim, da mu je bilo vseeno tudi za tako dirko, da je bilo to kar za njega napisano. Tako, če bi zdaj rekel, a ne, kako gledaš nazaj, to je težka dirka, ne? Težka dirka, treba jo je preživeti, pa potem na koncu še šprint narediti. Mislim, da to ni bilo glihči za klasične šprinterje, ampak bolj pa za šprinterje. Ponavadi so šprinterji zmagovali, ne? Sam zdaj so pa zgleda že toliko zahtevno naredili, da pač nobeno teh šprinterjev ni mogel. Ja, toliko se že vse bolj dirka od samega začetka. Je pa Philipsen pokazal, da izgleda dobro pripravljen, tako da za Milan San Remo bo spet on en izmed njih. Če ne bo ta spet Pogačar Van der Poel, ne? Ja, še Philipsen bo itak pomagal Van der Poelu, ne? Ne, takrat, ko so skupaj prišli v cilje, Van der Poel Philipsenu pomagal. Ja, no, ampak mislim, bosta ona dva skupaj, veliko prednost imata, no, ker sta dva iz ene ekipe in eden od njih, dveh lahko pač... Philipsenov pomagal Van der Poelu, to ti že zdaj povem. A misliš, da ne? Če bo kontra. No, pa kontra. Ja. Še vedno... težko za Pogačarja, da bi... Mislim, za Pogačarja se itak ve, da ne sme v cilj prideti z nobenemu drugmu. Ja, mora imeti neko taktiko, samo vprašanje, če se jo da narediti. Po moje je preveč uvinkast klanc, da bi lahko to, ko veš, ko on glih pretegne, ne, že v uvinku, mora bremzati, pa spet ven. Ja. In ne vem. No, se pravim, da bo... Verjetno so že naredili neko, jaz ne vem, no. Upam, da so naredili analizo te dirke, da so rekli, da jo lahko zmaga, ampak kakor mi poznamo to traso in kakor poznamo kolesarje in kolesarstvo, kakšen tip je za kakšen teren, bo res to težka dirka, da jo bo Pogačar dobil. Veliko prej ima šanse dobiti kakšen Paris-Roubaix, kakor pa San Remo. No. Tako moje mnenje. Tudi Paris-Roubaix je težek za njega zadobiti, ampak mogoče vse en mečkan lažji, kot San Remo. Potem, ker smo lani videli, ja, mu pripisujemo več šans, ampak predlanskim je pa, če gledamo, kakšni kolesari dobivajo Paris-Roubaix, ne, pač Pogačar ne spada v koš kolesarjev, ki ponavadi dobivajo ali pa ki zmagujejo Paris-Roubaix.
Tako da, ja, Čeprav mogoče se pravim, no, da vsem lažje, no. Ne vem. Vsem tam se da nek pobeg narediti. Kar narediti. smo lani videli, ja, vsakemu čast. Jaz upam, da bo boje dobil, ampak mi je všečno, da je Van der Poel pripravljen za to, da bo vsaj tako v glavi manj, da je neka borba. Sej mislim, da so to take dirke, ki se vedno bi še najdel še nekdo, ki bi tudi zraven bil, da ne bi kar mogel vse sam, no. Ja. Mislim, potem, kar mi dva veva, pa kako je pripravljen Pogačar, a veš, se že to, kar si prej omenila za Sejšasa. Pač ja, se je pripravljen, pa je vozil, ne vem, zdajle so imeli ta vikend, na prejšnjem vikend so imeli spet eno dirko, ki je Lam Pogačar isto vozil, pa sta imela, ne vem, skoraj da ne isti cajt, da ga je še celo nekaj hitrejši se pel nek klanc nek. Sam fora je, da ja, en let kasneje, ne. Ti ne veš, da je pač ki si ga ti lani nagonil, zdaj je pa spet še boljši. Mogoče Pogačar drugače vozil, ker bi mogel zmagati njega. Ne, se to vemo. Ja, da ni to ne pomeni, da zdaj je en boljši ali pa to itak, ampak no je pa ta mlad fant vseeno meni zanimiv za spremljati. Ja. Definitivno tudi ekipo imajo zdaj tako, ki imajo čedalje več denarja vsak let. Ja, ali bo pa mogoče spet prestopil pa slej, ki prej kakšno drugo. Greva zdaj še na tale Strade Bianche. 14 je telih odsekov, saj mislim, da sem jih prej 14 naštel. Dirka se vzgleda odločala spet. Neki manjah je letos, kakor jih je bilo. Ene dva manj ali nekaj tazga. Zadnj, če sem jaz prav pogledal, se zaključ, zdaj sem pa že pozabil, vidiš, zlata ribca. 10 pa 20 km do konca se zadnj, ki je ful kratek, se zaključ. Ne bi jih bilo pa 14, pa spet, če bojo te klanci standardni, mislim, da so okrog 100 km, pa pol 60 km nekje do konca, da se začnejo oni, ki so en za drugim, pa bolj, ne po makadamu, tako da in napoved bo Pidcock zmagal. Ne. Zmagal bo Pogačar. Mislim, da še vedno, no, da mislim, je to taka dirka, ki spet vemo, da se 100 stvari lahko zgodi, ampak glede na to, da vemo, da Pogačar je pripravljen, Pidcock, ki smo tudi že videli kar nekaj dirkat letos, pa se mi ne zdi, da bi bil glih neki bolj kakor je bil mogoče do zdaj. Lahko da se bo najdel še kakšen tretji, ki bo, sicer nisem niti gledala čisto vse štartne liste, zdaj do vse sploh bo čisto točno bil. Ampak mislim, da tukaj vseeno, če nimaš nekih če ne bo imel Pogačar kakšnih groznih telih defektov ali pa spet kakšen padec, ki smo videli, da tudi on lahko pade, ampak dobro, on še pade pa zmaga, tako da mislim, da ne vem. Da vidva. Če ti jaz... Sejšas bo? A res? Ja. To pa zanimivo za videti. Pol bo Pelicari. Čeprav vprašanje, no, če on že... Pa da vidimo. Pelicari tudi še mislim, da ni za Strade Bianche zmagati. Grejo pa UAE, gre Vermeersch, Der Tol, Pogačar, Novak, pa Jan Kristen, tako da ekipa bo... Ekipa ima dobro. Ja. Moho gre isto. No, tudi Moho ni za odpisati na taki dirki, definitivno ne. Tudi pokazuje, da se je pripravljen boriti, da je pripravljen iti na vse. On to vedno... Sam ti povem še do konca. Carapaz pa Hili gresta pa Rejefu. Oba. Alaphilippe Tudor. Gledam, če je kakšen še... Kaj ima pa Visma? Zdaj lam pa še do Visme. Van Aert, kao Jorgensen. Van Aert bo vozil? Ja. Aha. Čau. Lahko jih sam pustiš. Ti bom jaz poslal. Čau. Všeč mi je, da grejo Hansen pa Runo X-u. Čak Van Aert gre tudi. Ja, kao da je. Napisan je na štartli si zdaj. Vse verjetno se valjda pozdravil tisto virozo. Bernal. Ja, rečemo, da so to pol te... Kaj pa Jorgensen? Ja, se sem rekel Jorgensen, ja. Aha. Ja. Tako da, jaz od teh, ki upal, da bojo kakšno, da bojo kdaj še kaj vmes, bi bil Bernal, Johansen iz Uno X-a, Pidcock, Van Aert, jaz nisem glih. Ja. Pa tudi Jorgensen ni za odpisati. Ja, pa Jorgensen. Pol pa Hili bo tudi zihar nekje.
Zdaj, a bo lahko z Pogačarjem, to bomo še videli. Ja, jaz mislim, ne, no, Bernal, Sej čas bomo pa Bernal videli. pa Makedam, mislim, da glih nista. Kako da ne? Veš, kako je on vozil Makadam? A je? Ja, on se pele kot Kje pa? profesor. Ja, se je tudi bilo že na Strade Bianche, pa kaj je na Džiru zmagal, je bila isto makadamska. Ne, se pele se dobro. Ni Bernal Ja. toliko slab, kukar mogoče zgleda tako. No, vse pol nekih bo, se pravim, da lahko da bo čisto nekdo drug se pokazal za bolj zanimivega kot Pitcock, ne. Za moje pojme ima Pitcock glih toliko šans kot Moho, če smo že glih čisto pol pri temu, ni to zdaj neka... A veš, da s tem se pa kar strinjam s tabo, da ne bi dal, mogoče bi dal Pitcocku malenkost več, čisto zaradi tega, ker je pokazal na te krajše klance, da jih mogoče boljš odpele, ker dolgi klanci za Pitcocka, vsaj v primerjavi s Pogačarjem, mogoče niso. Te krajši bi pa prej rekel, da mu lahko, ker za sej časa bomo pa zdaj videli. Ne? Ja, to, on je še vedno uganka bo, a ne, Ja. njega bomo mogli videti, sam mogoče še res malo mlad, pa za tale Makedam še malo grintov, Ja, sam da ampak bo prišel, rečemo, da pride, ne vem, da se... Okay, v Ja, še moji že med glavi prvih je 10 je Pogačar že itak veliko. že zmagal. Se pravi, da se boji, pa tam bojuje za pa drugo mesto, je pa svaka čast. Ne, da, Ja, sej na da pride. taki dirki zdaj, koliko si jih naštel, koliko jih je, bo vseh med prvih 10, še vedno vse, kar bo med prvih 10, bo rezultat, ker so še vedno dobri, kar neki dobrih kolesarjev, Ja. a ne, ni zdaj za odpisati. Tako da me Tako prav da- zanima tale mladenič, ki si je pa sposodil moj kolo, ki bo furil v nedelo. Me prav zanima, sem mu zdaj rekel, vsi, ki boste gledali vlog v četrtek, boste videli, kdo si sposodil bajk, bo noter, sem ga tudi na hiter mal predstavil, pa bo vlog v četrtek pride tudi iz velo izleta tega, ki smo ga imeli, tako da pa še, če se bo še kaj kle dogajalo, bom dal vse noter, tako da ta četrtek evo, pride ven vlog. Pa če bo on mislim, da se bo šel že zapeljati tudi s kolesom, bom dal še njegov feedback, on tega še ne ve, ampak kar mi bo poslal na message, boste vi čisto isto videli, tako da te videli, aj kolo zank, aj dober, je pa v zadnjih parih letih, rečemo, da vozil neki teh, rečemo, da top razreda koles, tako da, ja, no, boste videli pol Ja, feedback. kaj pa koloma cel? Ja, sej to je fora, da zdaj, ko ga je ta maček Ja. zgazil, da so, če sem ga jaz prav razumel, so kolo poslali zato, da se ga pregleda. Ja. Kaj le, pač pri njemu, če sem ga prav razumel, dela 25.000 km na let in veš, da je kakšne mikropoškodbe je boljš pač takoj zamenjati, ne. To se pa ni zahecati, ker čez barvo se lahko zgleda, da ni nič počene, sam pa, ko se pa Ja. okvir pogleda, če so Kakšne spodaj vilce. kakšne, ja, pa da se ti pol začne kaj vibrirati vsakič, se veš, kako je. Ja. Nisi samozavesten s kolesom in to pol ne moreš voziti. No. Tako da ja, evo, feedback boste pol videli, jaz sem mu rekel, da lahko skurca, lahko pove vse čistko, kar si zamislil, tako da boste videli direkten feedback. Mu bom pa pol, ko mi bo message poslal, mu bom A pa je že vozil, da je te Strade Bianche? Ja, Je že on je že bil, je rekel, da je tako vzdušje, da to hočeš skozi sam to voziti. Da tazga vzdušja, da še ni, da ni imel na benemu maratonu, kjer da Ja, je rekel, mi smo da bili je, tako da je že tako parkrat noro. na Strade Bianche, tako da, in tudi rekreativni maraton, ker ga tudi voz Laura Šimenc, ga je mislim, ene dvakrat pelala, pa je bila druga, generalno, mislim, da prav druga, prav generalno druga. Tako da, pa smo pa tudi, ja, tam, ta je fora teh Strade Bianche je, da se da na teh odsekih zelo lepo postaviti in zelo veliko lahko vidiš. Potem je zelo kot dirka narejena, da lahko že od štarta jih vidiš, pa potem si blizu Sene, se vse dogaja, greš v cilj, pa jih tam vidiš. Tudi ta cilj je famozen, verjeten za rekreativca, še bolj kot za profesionalca, ki si na temu Piazzi Campo je cilj in tam je res noro. In tako da verjamem, da je mora biti tudi smukadirka, biti vzdušje fenomenalen, ker je že nam, ko gledamo nor. Tudi veliko je tam znanih kolesarjev, starih znanih kolesarjev, tako da mi smo se enkrat slikali z Paolo Bettini. Je bil tam in je full faca in smo se pogovarjali in tako da... Mali čmokal, ne? Ja, tak majhen čriček so ga vejo včasih, ki se je imel vzdevk.
bil je svetovni prvak, Italijan in ja, ful lušten. In tudi tam so domačini ful prijazni okoli te sene, mi smo kar nekaj časa bili tam, par dni tako vedno in ja. Tudi letos smo imeli sad željo, ful let te Strade Bianche, sem se kad malo se mi že bi šla še kaj drugega pogled. No? Ja. Mogoče pa čez en teden, ali da je pol že On je rekel, da je ful dobro pripravljen, da je tako dober, ki ga zdaj leti, da ga še ni, tako da se je še mlad, pričakuje, da ga bo, ne, 29. Ja, no, sej. Ja, okay. To je za rekreacijo, no, mogoče še malo bolj ta prava starost, no, tako bolj mislim. Skratka, rekel je, da mora na prvem odseku, da se mora zboriti, da bo med prvih 50, ker tam je, koliko je rekel, da je 9000 prijavljenih, pa da je letos prvič, ko ne bo ta oba dva maratona skup štartala, se pravi ta dolg pa ta kratek, da bojo lučili. Tako da je rekel, da je saj to, da je plusno. Ampak več boste pa videli. Pa, a ja, še to lahko povem, čez 14 dni, se pravi, ko vrnil kolo, pride pa na podcast, pa tam pokomentirala še več, tako da... No, bo lahko več povedal. Ja, boste imeli lahko še kakšno vprašanje direkt za tega gospoda. Ja, pa no, ena zanimivost, ko smo pri Strade Bianche, pa to, da so zdaj ta odsek, kjer je lansko let Pogačar nažgal Pitcoka, imenoval po Pogačarju in to je edini, zdaj sta samo 2 odseka, ki se imenujeta po kakšnem kolesarju, en je po Cancelari, ki je 3-krat zmagal Strade Bianche, en je pa po Tadeju Pogačarju, ki je zmagal 3-krat že Strade Bianche. Top, letos bo 4. Tako, pa mislim, da bo to prvi, ki bo to zmagal 4-krat. Ja. Tako da ja. No, okej. No, to sem mogla povedati. Greva zdaj na oblačila. Ja. Jaz, če bi jaz sebe včeraj videl na kolesu, bi rekel, ti si brisan, ti si se preveč oblekel. A včeraj? Ja. A ti si še včeraj še na kolo? Ja. Ajo? Ampak sem se oblekel z namenom, ker sem vedel, kam grem, pa napovedan je bilo, da bo oblačen, sicer pol je bil sonce praktično cel dan v Ljubljani. Kam si pa šel? Pa vedel sem, da se grem sam razpeljati. Se pravi, 40 km ravnine, pulsa nisem imel gor, ampak po feelingu, po mojega, nisem imel čez 103 pa praktično nikoli. In sem se oblekel zgori ta lahko vinterjakno, ta staro od Asosa, spodaj sem imel pa ta dolge hlače, termo, ta tanke, ne kakšne debele. In ja, če bi šli na rundo, ne, bi se čist kontra oblekel, ne bi dal nikoli jakne gor, še švic majico sem imel ta debelo spodaj, tako da hočem samo to zato povedati, da je zelo odvisen. Ja, sam ti je bilo tudi vroče. Ne, meni je bilo čisto v redu. Jaz tudi, veš kaj, čutil sem, da sem mogoče preveč v deficitu s hrano in ne morem ti reči, da mi je bilo ful prijetno cel cajt, pa nisem švicu pa tako, ampak vedel sem, da se bom ful počas vozil in pol se rajš malo več oblečem, ker če bi šel tako, ko smo šli v soboto, ko sem bil spredi, pa ko sem rečemo više vate obračal, vem, da bi za Švico takoj in bi me pol zebal zaradi tega, ker sem za Švico. Hočem bolj sam povedati to, da mora vsak kolesar pri sebi vedeti, na kakšno traso gre, pa na kakšen trening oziroma kako se bo šel zapeljati. Če si rekreativc, pa tega nimaš, oba dva veva, da bo štartil prehiter, bo za Švico in če se je preveč oblekel, ga bo pol zebal tudi pri teh temperaturah, lahko pač cel cajt. Sploh, če bo šel kakšno senco ali pa kukarkoli, kakle, sem šel jaz zadnji za Zalogom do dola, ne? Tam je v bistvu bilo mokro, pa senca skozi. Ja. In pač tam me je zebalo, ker sem šel tudi brez rokavic in mi ni bilo, da bi rekel, da je bilo pa wow. Pa sem pa videl enega mojstra, je bil v kratkih rokavih tam. Jaz, ko gledam, ok, to pa še fora je, da je bil s partnerco, z eno žensko je bil zadnji. In jaz sem šel na WC, vmes pa sem ju spet ujel. Se pravi, veš, da se nista fura, če sem šel že jaz, kamr tu konu, da sta šla še ful počasnej. In da ne vem, je to vroč ali ga pa zebe, jaz ne vem. Zmrznil, ja. No, hočem to povedati, da je dober, pri kolesu ti noben ne more svetovati, ja, lej, to je nujno tako se obleči, zato ker je čisto odvisen, kakšen si, hit začneš švicati ali ne, pa kam se greš voziti. Tudi koliko intenzivno, ne. Tako da to imejte vse v
kako bi rekel, morate imeti zelo dober v glavi naštudiran, ker se rečemo, če se greš zapeljati po soncu, kjer ni nobene sence, pa veš, da ti ne bo pihal, se boš oblekel mogoče čist drugače, kot se isti dan oblekel nekdo, ki je šel v Besanco se voziti. Karikiram, ali pa tako nekam po Ja, pa tako, senci, si rekel, ne. odvisen kaj, a se voziš na izi, ali delaš intervale, ali boš gonil, da boš delal nek tempo vse čas. Mislim tudi pač, kaj imaš namen se voziti, a ne. Razen, če se voziš kot Štefko, ki ne ve, kaj bo štartu. On pa itak nikoli ne ve, kaj bo, tako da on mora imeti po moje pa zaobleči ful s sabo stvari, zato da se lahko vmes malo slač pa oblači. Štefko, ta ne bomo več komentirali, da nov kaj zameril. Ma ne bo zameril, no. On se sam dela, no. A ne, Štefko. Moramo imeti enega tudi, no, tako da ga malo. Ja, jaz sem tudi, sicer moram reči, da v soboto na izletu ne moram reči, da je bil kdo kaj zelo prav čuden oblečen. Moram reči, da smo bili kar zelo v redu vsi. Ni bilo nobenih s kakšnimi galošami, noro, razen s naprstniki, no, prav galoš, ne vem, če je imel kdo. A so imeli tudi? Aha, ok, dobro, ampak v glavnem sem videla naprstnike. Jaz sem se celo brez naprstnikov vozila, samo meni zadnje čase ful toplo, tako da se vozim malo manj oblečena, ker sem se. Pač ja, nekje je bilo dolge hlače, 3/4 hlače, celo kratke hlače, tudi mislim, da za tale vreme, če imaš namen voziti, pa da imaš ene termo kratke hlače, tudi nogavčki niso spet toliko nujno potrebni, odvisen, koliko si navajen na te zebe v kolena ali ti ne. In te sem bila tudi včeraj za Nagorca zelo podobno oblečena k prevčerajšnjem, razen imela sem pol v žepu brez rokavnik pa rokavice, glih zato, ker sem nekaj slučajno, če kje midva zalutava pa zabluziva, ker to se lahko zgodi na Gorcu, no pa mi je zelo prav pol prišlo, ker sva se nazaj vračala in rokavice in brez rokavnik. Ampak ja, treba je dati kaj v žep, še za oblečiti. Gledala sem pa slike na Stravi enega, ki pa tudi sem hotel lokal, so šli pa na Krim, so bili pa oblečeni kot medvedi, pa gor sonce, z gorci sicer, ne, ampak oblečeni res tako uno zimska oblačila, tiste jakne, ki jaz sploh ne vem, če imam take jakne, toliko debele, kolesarske, Ampak to oni se trakove. zapeljajo do pod Krima z avtom? Ne, grejo, mislim, da od doma. Pa ruzaki na rami, pa vse. Od doma. Kako to pol zašvicaš? Ja, ne vem, kako zašvicaš, ne vem, kako lahko prideš, so pa to ljudje, ki pol vedno pravijo, da je zebe. In jasno, da je zebe, če so zelo oblečeni, ne. Tudi ne vem, se pravi, pa še ruzak na rami, valjda, da švicaš v hrbet. In ne vem, kako so to pač, kako to sploh preneseš, jaz sem nervozna, če mi je to vroče, tako da pač ja, ne vem, pač jaz mislim, da tukaj eni nikoli ne bojo dojeli, pa to so ljudje, ki kolesarijo 30 let, to niso ljudje, ki kolesarijo od včeraj, a ne? Mislim, se mi zdi, da stara šola je še toliko bolj trda pri določenih stvareh, tudi če jim kaj poveš, pa probaš dobro namerno razložiti, bo oni svoje... Ne, nič ne pomaga, ja, točno to, čeprav jaz če primerjam za nekom, ki se je že vozil bolj profesionalno ali pa je bil profesionalc, se tudi zdaj kar zna oblečno. Tisti, ki pa kolesarijo cel življenje bolj v rekreaciji, ne, so pa eni katastrofa. Te starejši gospodje, ja, so oblečeni k medvedi, zraven jih pa ves čas zebene, kar je po eni strani logičen, če si mokr. Ja. No, sej, ja. kle... Je pa tudi zadnjič sem videla na Instagramu, tudi ena Instagramovka napisala, spet te dnevi v letu, ko se ne znamo obleči, pa vem, da kolesar tudi že kar nekaj časa. In očitno je res ta obdobje težak se za obleči. Čeprav jaz moram reči, da jaz sem se navadila, da se oblečem mogoče kakšen kos več, pa so žepi za to, a ne? Pa se potem malo slačaš, pa daš kaj v žep, a ne? Rokavice daš vedno lahko v žep, nogavčke daš potem lahko v žep, brez rokavni daš lahko, ali pa anorak šuškav daš vedno lahko v žep. Pač so malo večji žepi. Če imaš tele Asosovi dresi, so fantastični, z žepi gre vse živo noter. Tako da meni so za tale obdobje tudi super. Mogoče je dobro povedati, da če koga zebe, ga lahko mogoče zebe tudi zaradi tega, ker premalo je pa pije. Tako da tisti, ki vas hitro začne zebsti, je lahko tudi zaradi tega. Sploh če je to daljša tura, se pravi govoriva, ne vem, ura pa pol pa več, te lahko tudi v bistvu zaradi tega malo stisne, ker si podhranjen. Če prej nisi jedel dosti, vmes nisi pil in ja. Tako da to je to. A malo še kaj za danes? Ne vem, čakaj, jaz sem nekaj čist nekaj na hiter, ker jaz sem šla v bistvu
Ja, tudi sem si tole zapisala kot oblačenje na cesti, ker sem šla tudi v Ljubljani šele prvič na cesto prejšnji teden v Ljubljani. Tudi nisem bila še, kar je bilo obale, a ne? Ja. In sem eno od stvari še tako, kar sem hotela malo povedati, pa eno opozorilo, mogoče se paziti, to se to vedno opozarjava, zdajle so pesek na kolesarskih stezah, na cesti je peska ogromen, kamni, skalce, pa so predeli, ki pridete, ki je spolsko, ker je ves čas v senci cel dan, sploh kakšni spusti in da se pazi, da ne bojo brez veze kakšni paci. Mi se tudi probamo glih zato na izletih voziti po takih poteh, ki vem, da so relativno ali brez kolesarske steze, ali pa da se lahko peljamo po cesti, da nam ne glih preveč težil, pa da so klanci čim bolj na soncu odprti, da ni teh mokrih klancov. No. Tako da to sem hotela malo mogoče tisti, ki poslušate pa spremljate, da se vam pove. Pa jaz sem imela že eno bližnje srečanje z enim prijaznim šoferjem, ki me je po špricu, je šipe pucu, direkt vame noter. Tako da... Tudi jaz pa mesec sem imela tudi vidva sta že imela, je povedal pacienta, ja. Sam to ni pomoči. To je, mislim, tudi to je tako, no, jaz opažam, da na začetku sezone, ko pridemo na cesto, kolesarji je več tega, pol je tega vedno manj. Vsaj moja izkušnja je tako, no. Lahko pa mogoče zdaj do Nova Graja, lahko jih pa pohvalva, zaradi tega, ker zdaj, ko smo šli mi, na Gorenjskem koncu, jaz mislim, da skorda ne so se nam vsi, noben niti enega nismo slišali. Ne, tam moram reči, da so bili zelo prijazni in tudi ustavili so se nam. So mogoče navajeni, da je več kolesarjev tam. Čeprav sem pa že tudi brala komentarje, koliko na Gorenjskem so grozni, ne? Ampak se to je, enega nabašaš, pa se ti zdi, da so vsi grozni, ne? Ampak zdajle, to sem glih rekla, da smo se tako lepo vozili, tudi mi, plus tega so bili pa res šoferji strpni, tudi če smo prišli z kakšnega ovinka, so nas kar počakali, so nam dajali prednost, tako da, ja, to za tist konc pa lahko vse pohvale. Se mislim, da vsaj kar se mene tiče, najhujši konc trenutno, kar ga jaz poznam, ko se veliko vozim, je še vedno, bom kar povedala, direkt Ljubljana, Horjul, Dobrova, Šujica, tam, jaz ne vem, oprostite, ampak tisti, ki tam živite, ste hodreti, jaz ne moram drugega reči. Sorry. Ja. Nekaj tam, pač se lahko je, so eni ja, misli. Večina, bom rekla večina, da tam se največ trobljanja dobi, odšpricanja, komentarjev, dretja, tudi vidva zmer sem imela v tistem koncu. Mislim res, ker noben mu nič noče, jaz drugače, kot da se vozim po desni strani ceste in se vozim, če sem sama, se sigurno ne vozim po sredi ceste, imam lučko v zadnji, ki se me vidi na delač, jaz drugega nimam kaj narediti, kot da se vozim naprej naravnost in če to koga da sem jaz tam na cesti, ne vem, pol neha se voziti po cesti, pa naj se s helikopterjem vozi, jaz ne vem. Vse smo vsi udeleženci v prometu, ne. Ja. Že v bistvu imamo še 2 ali 3 teme. Še? Ta prva je, Shimano je dal ven nove obroče, ki sicer uradno še ne, ampak Van der Poel jih je že vozil ta vikend. Jaz, ki približen rečemo, da vidim, v katero smer naj bi šli obroči v naslednjih letih. Tudi Princeton je predstavil zdaj te nove vejke, ki naj bi bili interno malenko širši, zunanja so kar dosti širši. In pri Shimano tu se je tudi zelo dobro videl, da grejo vsaj mislim, da v dosti širše obroče, kakor so pa bili predhodniki. Se pravi širši v smislu na tem modelu, kjer sploh je... zunanji rob bo kar dosti širši, kakor smo bili zdaj navajeni. Zakaj pa to tako? Zaradi tega, ker je pri profijih, se to govorijo za profije, pa pri večjih brzinah se to kar ne bi poznali za širino plaščev, kar jaz mislim, da bo 30, ta najbolj razširjena, če ni že zdaj, no, sploh v tujini grejo tudi 32 dosti. Ja, za Pogačarja že vemo, da voz 30, ne? Ja. Mislim, ok, te, ki so na Archetypu, itak so vsi na 30. Ampak, tako da to je, mogoče bo to prvi obroči v Shimano, ki bom še celo pohvalil, da ne bom sam kurcu, ko zadnjih 5 let tole, kar je zdaj v Shimano, ni vreden, ja, jaz ne bi dal 500 € za njih. Mogoče bi dal, ko bi imel kupca za 700. Pa bi... Daj mi zdaj nekaj lih poj, ko govoriš o teh obročih, pa tole, si videl ta Hukle zdaj, ker že 2 sta bila v letošnji sezoni, ko se ima snel. Jaz mislim, da Hukles bo, rečemo, Enve je šel dol.
In jaz mislim, da bo tudi glih zaradi nezaupanja kupcev v Hookles oziroma za eno, veš, A si ti to kdaj videl že tako v rekreaciji? Tudi, a sploh do Hookles ne, v rekreaciji je samo zdaj, sem enega fanta, ki mi je pisal na Instagramu, bo nabavil Hookles, zipe, pa je rekel, da jih je imel že zdaj, pa ni imel nobenih težav. Vse kle se ne gre za kle je pač bolj problem, da kupci, ki imajo denar, želijo tudi varnost. Ja, in ti, ki imaš pa enkrat daš za obroče, in zaradi tega je po moje Enve šel stran, ne zaradi tega, ker bi oni imeli. No, se lahko kaj pa, Jackie, kaj pa imajo te lize, Giant, temu z Jajko taj pa, dokaj imajo oni? Cadex. Ja, od Gianta pač, ke bontražer pri treku pa i pa no. Ja. Skratka, in so šli bolj zaradi tega koncepta, oni, ki so v marketingu, vejo, da kupci, ki zapravijo veliko za neko stvar, si želijo kupiti tudi neko varnost. In če to na vsaki drugi derki ali pa če skozi vam prihaja, da se to kar sezuva, se ne počutijo varne in pač ne bojo zapravili 4 ure. Mislim, zakaj pa to profiči vozijo še? Ja, vozijo izključno zaradi... To je smrtno nevaren. Profič je pa dirkalen kon, on ne sme sprašvati, on more voziti in biti tih. Kako ima pa on lahko zaupanje pol v tako gumo? Ja, se lahko tudi on začne bat voziti. Tudi če nima, pač on more to voziti, ker to dobi in če mu kaj ni všeč, lahko neha. Tako pač je. Ja, tako je. In skratka, hotel sem sam pač to povedati, da jaz mislim, da vsi, ki bojo malo višji razred kupovali, da bojo proizvajalci nehali delati v temu najvišjemu razredu. Vsaj po tej logiki stališča marketinga ni smiselno, da bo zdaj naredil, pa ne vem, en drug proizvajalec obroče za 3 jurje plus ali pa že 2 jurja pa pol plus, pa da misli, da bo to lahko ful prodajal zaradi tega, ker je Hookles. Ker Hookles sistem je načeloma ta največji plus je to, da se ga da cnej narediti. In zaradi tega so to začeli delati, ker pač obroči koštajo toliko pa toliko evrov manj, izdelava sama in pač to je cel point. In poti oni marketinško prodajo, zakaj so pač še boljši. Okay. In, ja, no, dobro, to me je zanimalo. Je stvar, ki jaz upam, da bo šla pač stran. Okay. Pol, ta druga stvar, ki je tudi zelo podobna na to temo, pa oba dva sva advokata za to, da začetniki kolesarji, da naredijo bike fit. Zdaj, glih v soboto smo imeli, no, zdaj direkt povedala, ampak je bil primer, ki se je videl, ki ti imaš že dober položaj na kolesu, pa greš delat bike fit, pa ti v tvoji glavi vse v nič. Zdaj, glede na to, kaj je bilo povedan, je bilo malo smešen, kako je bil nastavljen bike fitting, ampak še enkrat, mogoče mora oba dva malo poudariti, da bike fitting je dober delati takrat, ko se ti ne čutiš dober na kolesu. Ali pa, ko greš, ko kupaš prvo kolo, ne veš, kako bi si ga nastavil, pa da greš na bike fitting. Ko si pa ti že nekaj časa voziš, pa rečemo, da se vsaj približno dobro počutiš na kolesu, je pa za moje pojme izguba denarja, razen če si ti nek tekmovalec, ki hočeš videti, da boš povečal performance, greš s tem namenom na bike fitting. Sam se morate pa vsi zavedati, da kad ti greš na bike fitting, pa si navajen na nek položaj, neki cajta ti ta položaj mogoče ne bo ta najbolj ustrezal. Lahko, da boš prvič se gor usedel, pa ti bo vse top, ampak zato, ker ti, če si tekmovalec, delaš toliko pa toliko kilometrov, vsaka sprememba v telesu, pač ti mogoče prvi teden še ne odgovarja in moraš pač neki cajta se voziti, rečemo 3 tedne, da vidiš, ali se je telo navadil, a ne. Tako da... No, pa tudi moram reči, da ta pravi bike fitteri, ta dobri bike fitteri, mislim, se ne rečem, vsak bike fitter, tudi mogoče najboljši na svetu, da je lahko kaj zajebe, ne, namo rekli, tako smo vsi sam ljudje, ampak ta pravi bike fitteri so tudi tako, da itak naredijo, vsi imajo vprašalnike, vsi gre čez ene vprašalnike čez in tudi probajo poznati kolesarja in če vidijo, da je nekdo kolesar 30 let, kot si ti zdaj rekel, a ne, in da je on v neki ful čudni poziciji, recimo Lovše je eden takih, ki se zelo čudni poziciji voz, pa tudi Boštjan Habič je eden takih, ki kolesarta skoraj cel life in sta oba v enih čudnih pozah, če jih bi videli, bi mislili, da sta totalno deformirana in ta dva bike fittinga kao še nista videla, pa sta oba dva na bike fitting narejena
naštimana ima ta kolesa, no. Je to, ta pravi fitter mora to videti in vedeti in jih ne sme poravnavati in jih dajati v neke simetrije, če točno vidi, da to nista njihova telesa, to ne morejo več sprojecirati, ker so tudi nista stara več 15 let, ampak sta neki in to je tista prav fittera, ne. Je pa tako, kot si ti rekel, absolutno, kaj se strinjam s tabo, definitivno. Če se počutite dobro na kolesu, ne hodite na bike fitting, sploh ne hodite. Ni potreben bike fitting. Jaz tudi tukaj poznam veliko kolesarjev, ki so stari, tudi kolesarke v končni fazi, bom rekla 45-50 plus kolesarjev 20 let, nimajo nobenih težav na kolesu. Zakaj bi hodil na bike fitting, če te nič ne boli? Če imaš pa neke težave, pa ti mravljinč tist, pa boli pa križ, pa lopaca, pa vrat, je pa fajn, če se gre na bike fitting in potem bo definitivno neka sprememba bila na kolesu, ki se bo mogoče zdela od začetka čudna, tako kot si ti rekel, in ne bo pasala in ne bo ustrezala, ampak treba se je navaditi, nekje, jaz pravim, 500 km je sigurno treba narediti, preden dobiš ta občutek. No. Lahko bo pa toliko noro dober pasal, ne, da boš pa tisti moment začutil, da je ful velika sprememba in da ti je ful dober in boš sam rekel, to je to. Tako da, mislim, to, kar sem jaz slišal, da je bilo zdaj pri temu primeru, je bilo res tako nastavljeno, da mislim, da je bilo vse narobe od začetka. Tako, kaj je pa, ta primer je tak zelo, se mi zdi, da primer, se sploh ne bom naprej komentiral, ampak skratka, narobe nastavljen, po moje, za vsakega kolesarja, ki bi videl tako nastavitev, bi sam rekel, not for me, da jim mi nazaj ne umno pravim, lahko, Tako da, mogoče je pa prišlo do kakšnih narobih izmer ali pa ne vem česa. Ampak skratka, to se mi zdi, da je fajn, da sva rekla, da ne da odvračava ljudi, ampak če ti vse štima, če vse je ok, če se v redu počutiš, narediš 100 kilometrov. Mogoče lika sva pri bike fittingu je pa ena zadeva, da je pa klele prišel zadnjič eden glih mersat manj servis na kolesu, pa je bil še zraven s tem gospodom, ki je pripeljal servis en drug fant, moški gospod, in je rekel, da ima nov kolo, kupuje nov kolo, in je mesec sprašal, da ima pa bike fitting narejena, ne, če mu bi on lahko po teh merah nastavil bike fitting, ne. In zmer sem se sicer že zelo naučila te številke brati in znava naštimati kolo po teh merah, ampak potem sem rekla, da ne, da on ima nov kolo, nove geometrije, novo kolo, drugo kot je bilo. Sem rekla, pejte ti nazaj k fitterju s tem kolesom, vsi imajo nekako težimajo noter, tudi cena ni ista, vem, da imajo vsi nižjo ceno za drug fitting, v bistvu te samo nastav po kolesu, kjer si že, to pa traja tam od 20 minut do pol ure, ni več treba čez celo proceduro, ti si izmerjen, ti si narejen in te samo nastav in bo sigurno mogoče kakšna sprememba prišla, ker že jaz, ko sem bila iz Dogma pri Dejanu, pa potem iz Kolnagotom, valjda, da me je še bolj skrbdal, ker me je lahko dal, ker je to možnost imel na kolesu, na Dogmi pa to več ni šlo. In je fajn je spet nazaj, če je že narejen fitting, da se ga res izkoristi to na polno, ne pa da ga nekaj probaš po teh številkah sam nastaviti, razen tako, kot ti, ampak ti itak nimaš tudi čisto pravega fittinga, ti v bistvu delaš tudi malo bolj po svojih številkah, ti se lahko prilagajaš, pa ful kolesa menjaš in ne morate vsakič. Mislim, jaz že itak vem. Vse to se mi zdi, da itak vsi, ti tudi nimaš, se mi zdi, da takih težav pri kolesu v smislu, da te kaj boli, ampak bolj toliko si že izkušen, da čutiš tudi že ta performance, kdaj lahko boljši izkoriščaš svojo moč. Se glih prej s tem ne pogovarjal. Ja, in to si pač tudi ti, to je drugačne. Tiska se pa toliko ne pozna samega sebe, pa veliko lažje greš na fitting, ti pove, isto je... Lažje mogoče reči, ti kdo drug kaj pove. Dobar, več kot 1 ura je že naokol. Sončki, se vidimo v soboto na izletu. Če hočete karkoli za kolo, rabite kakršenkoli nasvet, predvsem za obroče, komplet kolo za obleč, se pa oglasite na Ziherlovi 10, pa gremo čez. Tako da, to je to. Do naslednjega tedna. Čau. Čau.